Lepo pozdravljeni, zopet v dobri uri. Tone Pavček je nekoč dejal, da je slovenščina eden najlepših jezikov, tudi zato, ker se imata samo v slovenščini dva rada v dvojini. Kaj in zakaj pa se zgodi, ko v dvojini nastanejo težave? Jih reševati ali iskati novo dvojino? Na takšna in podobna vprašanja bomo danes iskali odgovore. Najprej s psihoterapevtko, specialistko iz gestalt terapije in psihoanalize, filozofinjo Majo Kusan-Broš. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. S kakšnimi težavami se najpogosteje srečujejo partnerji, pari, kakorkoli jih že imenujemo zakonci? Lepo pozdravljeni. Partnerstvo je na nek način na psihološkem nivoju dogovorjen odnos. In kadar nekdo se ne vede po teh pričakovanjih drugega, takrat prihaja do nekih težav. Težav lahko prihaja tudi, kadar imata partnerja različna mnenja o pomembnih stvareh in se v bistvu težko uskladita. Tako da bi rekla, da to. Skratka, kadar nekaj pri dogovoru začne šepati, a ne? Tako. Ali pa kadar do dogovora ne pride. Ali pa kadar do dogovora ne pride, odlično. Kdaj, bom zdaj tako zelo po domače vprašala, kdaj in katere težave je smiselno reševati? Jaz mislim, da je smiselno reševati vse težave, za katere pač partnerja menita, da jih želite rešiti. Dokaj sta partnerja usmerjena en k drugemu in iščeta nek skupen cilj in vidita skupno prihodnost, tako dolgo je smiselno, da se o teh stvarih pogovarjata. Seveda pa takoj, ko začnejo, ko se težave pojavijo, lažje jih je v bistvu sanirati. Kaj pa recimo, ko partnerja nista več samo sama, ko se v odnosu pojavi nekdo tretji? Je takrat še smiselno reševati težave? Če je ta tretji otrok, potem seveda je. Nisem imela otroka v mislih, če sem iskrena. Mislim, ste imeli verjetno nezvestobo, a ne. Poglejte, nezvestoba je že posledica. Težave so nekje drugje. Smiselno se je ukvarjati s tem, kaj pravzaprav je v tem partnerstvu manjkalo, kaj je tisto, s čimer eden od partnerjev ni bil zadovoljen, kje sta se izgubila na tej skupni poti. Tako da smiselno je nadaljevati v reševanju tega odnosa, kadar sta oba za to, da bi ga rada nadaljevala. Kadar je eden partner že na odhodu, takrat pravzaprav nimamo več partnerjev, a ne? Takrat imamo v bistvu samo še nekoga, ki želuje in nekoga, ki je v bistvu že v drugem partnerstvu. Dejali ste, da je varanje posledica in ponavadi ne vzrok težav v odnosu. Zakaj pa prihaja do tega? Kje pa lahko iščemo vzroke? Poglejte, če govorimo o partnerstvu, ko imamo v mislih neko poslovno partnerstvo, se zelo dobro pripravimo na tega poslovnega partnerja. Recimo, da imamo neko poslovno združitev dveh podjetij. Bomo preučili to podjetje, se bomo pozanimali v delovanju tega podjetja. Bomo naredili vse, da bi čim več pridobili podatkov, ali je to podjetje združljivo z nami ali ne. Ko pa se odločamo za partnerski odnos, pa se tako na nek način malo naivno prepustimo čustvom in gremo v nek odnos in potem znotraj tega odnosa raziskujemo partnerja. In velikokrat se je težko ustaviti, kljub temu, da ugotovimo, da njegove pomembne stvari niso, ali pa vrednote niso enake našim. Tako da takrat je v bistvu težava. Zelo velika, če si eden od partnerjev, na primer, želi otroka, drugi pa ne želi imeti otrok. Potem je to zelo velik problem, ker se bo eden moral prilagoditi, če bo to partnerstvo želelo živeti. Tako da se mi zdi, da definicija odnosa takega samega po sebi, bolje kot je definiran odnos, lažje partnerje funkcionirata. Pa govorimo seveda o psihološkem definiranju odnosa. Poti reševanja težav so lahko različne. Ena izmed možnosti je, da obiščejo vas ali pa kakšnega drugega terapevta in mi smo tudi obiskovali eno takšno, bom rekla temu, ambulanto za pomoč. Ja, jaz bi se pač odločila za partnersko terapijo, če bila to res neka zadnja možnost. Oziroma, pač, ko bi bilo res že toliko hudo, da bi pač vedela, da bi nekaj takega mi pomagali. Prej pa mislim, da ne, ker se mi zdi, da najprej bi bilo fajn, da pač sam poskušaš rešiti težave. In ko pa vidiš, da to ne zmoreš, pa če ti je v interesu, da pač hočeš svojo zvezo ohraniti, greš pa pač k terapevtki ali pa si poiščeš pomoč drugje.
če bi mi dva znala poiskati pomoč, če bi bila bolj čuječa na najine težave, da zna biti, da do ločitve ne bi prišlo. Melita je bila poročena 16 let. Pred 7 leti se je ločila in prav ta osebna izkušnja jo je med drugim pripeljala do zamisli, da bi ustanovila svetovalnico. Glavni problem najinega razhoda je bil pomanjkanje komunikacije. Postala sva dve različni osebi, ki niso več našla skupnih interesov, ciljev, želje biti skupaj. No, potem je prišlo tudi do prevar. Človek prevara takrat, ko pač ni zadovoljen. To je pač tista, se mi zdi, najkrajši povzetek tega. No? Pari, ki prihajajo v svetovalnico, imajo največ problemov prav s komunikacijo. Vendar eskalira običajno v prevari. Prevara je posledica, vzroki so drugje. Ljudje to težko razumejo, ker so toliko boleče, obremenjeni z dejanskim sedanjim stanjem, težko razumejo, da so tudi sami prispevali k temu, da je prišlo naprimer do prevare. Za nek zdrav odnos je najpomembnejša komunikacija pa zaupanje. Pa če imaš ti to 100% zaupanje, pa da če se skozi pogovarjaš, mislim, da ne more biti nekaj zelo narobe, ne more iti. No. Pari se običajno obračajo na pomoč, ker je že zelo daleč. Erozija odnosa je že kar dosti napredovala. Takrat je dejansko potrebno veliko potrpljenja, volje, želje, pa tudi ljubezni, jo obuditi, najti in na novo koncipirati in potem šele najti in iskati rešitve v partnerskem problemu. Pari mnogokrat mislijo, da bodo po obisku svetovalnice težave čez noč izginile. Vendar je reševanje odnosa proces in par sam mora delati na njem. Svetovalnica je le pomoč v stiski, kjer terapevt in par poiščejo vzroke težav, ugotovijo, na čem lahko temelji novo partnerstvo in to okrepijo. Vsi divjamo, vsem se mudi, vsi imamo zadolžitve, obremenitve, stres in podobno, ampak točno to, vzeti si čas za sebe, za partnerja, se razvajati, cartati, naklonjati čas, svojo pozornost, ljubezen, to je neprecenljivo in to vodi v nek zdrav, trden odnos. Meni se zdi tak upanja vreden podatek, da je kar 90% terapij uspešnih, ne tistih, ki so se k vam zatekli po pomoč. Glede, o uspešnih terapijah govorimo takrat, kadar v bistvu imata partnerja enak cilj in mi lahko gremo k temu cilju. Zdaj, ta cilj je lahko tudi ločitev, ni vedno cilj razmerje nadaljevati. Mislim, da je, rada bi opozorila na to, da k nam ne prihajajo samo ljudje, ki imajo težave v odnosu, ampak je vedno večji porast ljudi, ki v bistvu prihajajo, še predno se težave pojavijo. Tako da bi se strinjala z gospo v prispevku, da ja, zaupanje in komunikacija sta pomembna faktorja znotraj nekega odnosa. In se mi zdi, da se v zadnjem času pojavlja trend, da si vedno več ljudi prizadeva k temu, da bi bolje poznalo partnerja v prihodnosti. Mi organiziramo tudi delavnice v tem namenu, da se v bistvu definirajo odnos in da se definira partnerstvo. Zdaj morate povedati, kje lahko najdemo informacije o teh delavnicah, ker se mi zdi, da nam bo še kako prav lahko to prišlo. Informacije o teh delavnicah lahko najdete na naši spletni strani www.psihovital.si. Mislim pa, da tudi ostale svetovalnice in ostali terapeuti ponujajo kaj podobnega, ker načeloma v bistvu preventivno delovanje je boljše kot kurativa, na vseh področjih. Skratka, če se večino reči v naših življenjih moramo naučiti, se je dobro učiti tudi partnerstva, če smo vas prav razumela. Ja, jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi se učili partnerstva. Mislim, da je bilo več partnerstva uspešnih, ker namreč prihajamo iz različnih okolij. Vsak ima svojo vizijo o tem, kaj partnerstvo naj bi bilo, na kak način bomo delovali kot partnerji. Odkot imamo te ideje, seveda iz knjig in iz tega, kar smo videli doma. Zdaj, ne prihajajo vsi ljudje iz srečnih družin, v katerih so bili zakoni izredno uspešni, pa tudi vsak posameznik po svoje tolmači uspešnost zakona. Zato se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi se več delalo na tem delu
bom rekla, ljubezenskega odnosa, ki se ne tiče ljubezni, ampak se tiče odnosa. Ne? Na tem delu ljubezenskega odnosa ste dejali, ki se ne tiče ljubezni. Ne? Se pravi, je ljubezen samo ena izmed komponent uspešnega partnerskega odnosa. Absolutno. Da o zaljubljenosti niti ne govorimo, ne? Zaljubljenost ni komponenta uspešnega partnerskega odnosa, ljubezen pa seveda je. Ampak samo žal ljubezen ni dovolj za uspešen oziroma kvalitetno partnerstvo, niti ne za uspešen odnos. Tako kot tudi samo odnos ni dovolj za uspešno partnerstvo. Ne? Ti dve komponenti je potrebno združiti. Ampak ko govorimo o odnosu, se mi zdi res pomembno omeniti to, da je definicija nezvestobe kot takšne ena izmed izredno pomembnih stvari. Namreč, ko sva šla s mojim partnerjem, skozi možem, skozi ta proces, je v bistvu bilo meni zanimivo dejstvo to, da je njegovo poimenovanje nezvestobe popolnoma različno od moje. Naprimer? Njegovi okviri nezvestobe so bili drugače postavljeni kot moje. Sem razumela, da sem preveč intimno vprašala. Skratka, nekomu lahko nezvestoba pomeni misel na nekoga drugega, spet tretjemu pa verjetno telesen stik in to ste verjetno imeli v mislih. Tako, in če jaz kot partner ne razumem vaše definicije zvestobe, kako naj potem prilagodim svoje vedenje temu, tudi če želim, ali pa kako se naj potem odločim, ali bi sploh prilagodila svoje življenje tem pogojem. Skratka, spoznavati partnerja je najpomembnejše. Se mi zdi, da bomo lahko še zelo zanimivo nadaljevali ta pogovor. Kmalu pa se nama bosta z Majo Kusambrož v studiu pridružila še pisateljica Azra Širovnik in nekdanji sodnik, zdaj tudi pisatelj Vasko Polič. Zdaj pa sledi duhovni utrip.